To je scenarij za Pionirski mozaik, ki so ga vaše babice in dedki lahko gledale pred 54 leti. Pred oddajo Infodrom smo na televiziji Slovenija namreč že imeli poročila za otroke, ki pa so jih predvajali samo vsakih 14 dni. V Pionirskem mozaiku so tako na primer poročali o novi šoli v Šiški, mladih šahistih in obisku Jurčičeve rojstne hiše. December je vsekakor izjemen mesec. Gledate prva poročila v slovenskem jeziku. Že 10 let preden so odrasli leta 1968 dobili svoj dnevnik v slovenščini, je na televizijo Ljubljana prišel Pionirski mozaik. Takrat televizijski sprejemniki seveda niso bili v vsakem domu, tako da so sosedje navadno televizijo gledali kar skupaj. Sledili sta še dve oddaji za otroke, Pionirski TV studio in Pionirski TV dnevnik. Naš čas je potekel. Vaši vrstniki v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja svojih poročil niso imeli. Takrat tudi še ni bilo nespletane množice tujih programov. Leta 1989 pa je informacije prinesel klub Klobuk. Na vrsti so naša poročila za klobučnike. Vsi odzivi so prihajali po pošti. Mi smo imeli našo uredniško sobo, pravzaprav polno pošte, polno klobukov in odzivi so bili dobri. Poročila je kot prvi pripravljal in vodil uveljavljen novinar Tone Hočevar. Če hočeš otrokom razlagati isto novico, moraš od njej vedeti precej več, kakor če to razlagaš odraslim. Ko se je Tone Hočevar poslovil, sta dnevnik vodili Danica Simšič in Alenka Arko. Mene so najprej že začasno odstavili, ker so rekli, da se ne spodobi, če nekdo, ki dela ta resni dnevnik, vodi še otroškega. A otroci so ga imeli zelo radi in Tone se je vrnil. Celo se spomnim, ko smo se namaskirali v kuške pa mucke pa tak, pa sem šel čisto normalno oblečen in nič namazan po cesti, pa so otroci rekli, lej, to je pa tisti, ki je bil včeraj kužek. Tedenska poročila za otroke so se s televizijskih ekranov skupaj z oddajo Klub Klobuk poslovila leta 1994. To je vse za danes.